A že vidite nove delnice od Krke? Delnice, osebno verjamem v kriptovalute, Bitcoin, Ethereum, to je prihodnost, stari. Če je padlo za okoli 20%. To je vse samo za zdaj, to gre vse gor, vse gre gor, verjam mi. Vedno. Bomo videli, kaj bo čez par let. Gremo hitro, ko bomo zamudili. Vse smo že skoraj tam. Naprej. Dobar dan. Pozdravljeni. No, zdaj, ko ste končno prišli, lahko začnemo z današnjim sestankom, katera tema je trenutno gospodarsko in finančno dogajanje v Evropi. Ura, če bi lahko prosim kar začela. Jaz bi začela z zunanjim okoljem, glede na to, kakšna je situacija trenutno v gospodarstvu glede COVID-a, če se strinjate, da je to začetna. Ja, kar izvolimo. Učinki pandemije se še naprej čutijo v vseh gospodarstvih. Saj se je poleg osnovnega virusa razvilo mnogo podvrst, trenutno je najbolj ogrožajoča celotnemu prebivalstvu Omikron. Kljub temu, da je celotno prebivalstvo precepljeno 52%, to ni dovolj, da bi COVID izumrl. Ne glede na to, da so se razvile podvrste, se je gospodarstvo začelo počasi normalizirati, storitvene dejavnosti so se začele odpirati, kar pa je povzročilo zvišanje stopnje inflacije. Ta vsa dejstva so se upoštevala pri določanju vodenja monetarne politike. Ja, vsi lahko upamo samo, da se bo pandemija čim hitreje končala. Se strinjam. Seveda, pandemija je grozno vplivala na gospodarstvo v Evropi. Zato bi pa rad še dodal, da ECB bo zdaj sprejela naslednje sklepe, ki bo vplivala in bo izboljšala gospodarstvo. Smer ECB ocenjuje, da napredek pri okrivanju gospodarstva in pri doseganju srednjeročnega cilja inflacije omogoča postopno zmanjševanje nakupnih sredstev v naslednjih četrtletjih. Ampak še vedno bo potrebna monetarna politika, saj trenutna inflacija je previsoka in zato morajo začeti stabilizirati pri 2% inflaciji. Zato bo ECB sprejel naslednje sklepe. To so PEPP ali Pandemic Emergency Purchase Program, APP, Asset Purchase Program, ter obrestne mere menjega depozita in menjega posojila bojo ostale nespremenjene. Poleg tega svet ECB pričakuje v prvem četrtletju 2020, da bo neto nakupov sredstev v okviru PEPP-ja izvajala nižje kot v prejšnjem četrtletju. Konec marca 2022 bodo prenehali z neto odkupi in nakupi sredstev v okviru PEPP-ja. Pandemija je pokazala, da v težkih razmerah prožnost pri načrtovanju in izvajanju nakupov sredstev pomagala pri preprečevanju slabšega prenosa denarne politike in je povečala učinkovitost prizadevanja za doseganje ciljev sveta ECB-ja. Naslednji sklepi pri vodenju monetarne politike so Asset Purchase Program. Ključne ECB obrestne mere menjega posojila in menjega depozita bojo pa ostale še vedno nespremenjene pri 0,00% in 0,25%. In 0,-50%. Zato zadnji sklepi so operacije refinancirane. Ampak vprašanje je, kako bo COVID vplival na BDP v posameznih državah v evroobmočju. Se strinjam, to je dobro vprašanje. Ja, po teh podatkih se bo realna rast BDP-ja v tretjem četrtletju 2021 povečala. Realna rast BDP-ja je v tretjem četrtletju 2021 ostala močna, blizu stopnje predvidene v projekcijah za september 2021. Spodbujata ga predvsem dvig realnega razpoložljivega dohodka in upad varčevanja, opazna pa je bila tudi rast storitev. Nadomestile so vse večji pomen ozkih grl v dobavnih verigah, ki vplivajo na ponudbo in omejujejo industrijsko dejavnost. Zanimivo, kakšne so pa napovedi za rast BDP-ja v naslednjih letih? Pričakovana realna rast BDP-ja bo v bližnji prihodnosti šibka predvsem zaradi zaostrovanja protikoronskih ukrepov in krepitve ozkih grl v ponudbi. Poleg ponovnega zaostrovanja ukrepov pa pandemija vpliva tudi na mobilnost, ki jo postopno zmanjšuje, a ta naj bi se od drugega četrtletja 2022 vrnila na raven pred pandemijo, saj naj bi pandemija oslabila svoj oprijem na evroobmočju. Po kratkoročni šibkosti naj bi se rast od drugega četrtletja 2022 močno ukrepila, nato pa se bo v letih 2023 in 2024 upočasnila proti zgodovinskim povprečnim stopnjam. Pričakovana kratkoročna oživitev temelji na predpostavki postopnega razreševanja COVID-19 in zmanjševanja njegovega gospodarskega vpliva. To naj bi zmanjšalo povezano negotovost in okrepilo zaupanje. Ok, te napovedi v prihodnosti se zdijo dosti ugodne.
A mogoče kdo ve, kako je pa za zaposlenost pa brezposelnostjo trenutno? Ja, definitivno. Razmere na trgu dela v evroobmočju so se izboljšale tudi v tretjem četrtletju 2021. Povpraševanje po delavcih se je v tretjem četrtletju še povečalo, kar se je odrazilo v višjih stopnjah prostih delovnih mest. Zaposlenost se je v tretjem četrtletju 2021 medčetrtletno povečala za 0,9%. Čeprav je bilo drugo največje medčetrtletno povečanje tudi v letu 1999, je bila stopnja zaposlenosti še vedno 0,2% nižja kot pred pandemijo. Stopnja brezposelnosti se je v novembru nadalje znižala za 7,3%, čeprav so k temu še vedno deloma prispevali delavci, vključeni v programe za ohranitev delovnih mest. Delež teh delavcev je ob koncu tretjega četrtletja 2021 po ocenah znašal 2% delovne sile, v oktobru pa se je zmanjšal na 1,8%. To je precejšnje zmanjšanje glede na povprečni 6,3% delež v prvih 5 mesecih letošnjega leta, kar je mogoče pripisati sproščanju omejitev povezanih s pandemijo. Poleg tega se je delovna sila precej povečala, pri čemer je v tretjem četrtletju 2021 postopoma dosegla raven, ki je 0,5% nižja kot pred pandemijo. Upam, da tudi mi ne izgubimo svoje službe. No, pa smo še pri tem pri izgubi služb. Moramo tudi omeniti, da kaj pa pravite na to? Bencin se je ponovno podražil. Tole ne vem, če smo lahko privoščili, če bomo vsi izgubili svoje službe. Ne bo šlo tako naprej. Nafta je življenjska sila industrializiranih držav od sredine 50-ih let prejšnjega stoletja postala najpomembnejši vir energije na svetu. Njegovi izdelki podpirajo sodobno družbo, predvsem oskrbujejo z energijo elektroindustrijo, ogrevajo domove in zagotavljajo gorivo za vozila in letala za prevoz blaga in ljudi po vsem svetu. Prilagajamo nekaj podatkov o trenutnih cenah nafte Brent. Visoke cene energentov še naprej zavirajo svetovno gospodarstvo. Cene energentov so se od septembrskih makroekonomskih projekcij zvišale. Rast cen nafte je povzročila tako okrevanje povpraševanja, tudi gibanje na strani ponudbe. Povpraševanje po nafti je v obdobju upadanja začela ponovno naraščati. Ko je več držav ponovno odprlo gospodarstvo ter državne meje za mednarodno poslovanje, zaradi česar se je raven mobilnosti povečala. Povpraševanje po nafti je spodbujalo tudi skokovit porast cen plina, ki so ga porabniki začeli nadomeščati z drugimi viri energije, vključno z nafto. K višjim cenam nafte so prispevali tudi dejavniki na strani ponudbe, saj OPEC ni dosegel svojih proizvodnih ciljev. Orkan Ida pa je povzročila povečanje motnje v ponudbi v ZDA. Konec novembra so se cene energentov nekoliko umirile, ker so zaradi pojava različice Omikron okrepili strahovi, da bi ponovno zaostritev pandemije lahko zavirala povpraševanje po nafti, kar je povzročilo močan upad cen nafte. Cene primarnih surovin razen energentov so se v obravnavanem obdobju znižale. To je posledica znižanja cen kovinskih surovin, ki so ga povzročile izrazito upad cen železove rude, deloma zaradi šibkejše povpraševanja po jeklu na Kitajskem. Nasprotno so se cene prehrambnih surovin zvišale, ker ponudba kave in pšenice stežka dohaja povpraševanje. Cena megavatne ure zemeljskega plina z dobavo v prihodnjem mesecu je na nizozemski borzi ob začetku trgovanja poskočila za več kot 10% in dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 2 mesecih. Razlog? Negotovost, povezava z začetkom obratovanja novega plinovodja Severni tok 2. Poleg tega je tudi novi nemški kancler Olaf Scholz je po poročanju Bloomberga izjavil, da bo njegova vlada naredila karkoli bo potrebno za zagotovitev nadaljnjih dobav plina skozi Ukrajino, ter da bo preprečila Rusiji, da bi z novim plinovodom izseljevala Ukrajino. Poleg političnih razprtij cene plina in tudi elektrike, navzgor potiska predvsem mrzlo vreme v Evropi. Bloomberg še sporoča, da se evropska plinska skladišča 63% zasedena, kar je precej podpovprečen za to obdobje leta. Zdaj pa pogledamo, kako dvig takih cen lahko vpliva na življenje vsakdanjega. Kaj so še to cene? Saj se še benzina ne mogla več privoščiti, ali kva? Zanima me, ali se bo glede na spremembo cen plina in nafte tudi spremenil devizni tečaj. Devizni tečaj bo ostal približno enak. Devizni tečaji bodo ostali nespremenjeni in bodo ostali na povprečni ravni, kot so bili do zdaj. Iz tega lahko izhajamo, da bo povprečni devizni tečaj med ameriškim dolarjem in evrom med obdobjema med letoma 2022 in 2024 na ravni 1,13 ameriških dolarjev za evro in bo torej 4% nižji, kot je bil na septembrskih projekcijah. Iz tega lahko razberemo, da evro kaže na depreciacijo v višini 1,7.
Aha, ok. Ja, kaj pa glede onesnaževanja? Kakor vemo, podjetja vedno več proizvajajo emisije. Kako bo pa Evropska komisija odreagirala na to? Ali kdo kaj ve? Evropska komisija je julija 2021 sprejela veliko zakonov, ki se tičejo ravno tega področja. Evropska komisija je sprejela predloge, ki določajo, kako bo dosegla podnebno nevtralnost v Evropski uniji do leta 2050. Umestni cilj je, da dosežejo najmanj 55% neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Da bi povečala hitrost zmanjševanja emisij, se bo skupno število emisijskih kuponov od leta 2021 zmanjševalo po letni stopnji 2,2% v primerjavi s trenutno, ki kaže 1,74%. Lepo, da se poleg vsega zavzemajo tudi za ohranjanje okolja. Kako bo pa pol to, glede na to, da bo zvišali davke na emisije, kako bo to pol vplivalo na inflacijo? Ja, ravno o tem pa govori monetarna politika. Ustvarjanje denarja so oktobra 2021 še naprej spodbujali evrosistemovi nakupi vrednostnih papirjev. Enako kot v preteklih četrtletjih so bili glavni viri rasti agregata M3 evrosistemi neto nakupi državnih vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev v pandemiji. Enako kot v preteklih četrtletjih so krediti zasebnemu sektorju precej prispevali k ustvarjanju denarja. Rast širokega denarja so spodbujale tudi druge protistavke, medtem ko so ugodni pogoji v ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja spodbujali banke, da se preusmerijo v financiranje z umikom iz dolgoročnejših obveznosti. Ustvarjanje denarja pa sta zavirala dva glavna dejavnika. Prvič, zaradi prodaje državnih obveznic in manjšega izdajanja državnih vrednostnih papirjev so se zmanjšali bančni krediti v širši državi in drugič, neto zunanje denarne odlive sta spodbujala močnejše razporejanje profitov iz efektivnega tečaja evra. No, zdaj, ko vemo končno, kaj se dogaja glede monetarne politike, in ko se bliža že konec našega sestanka, dajmo še pogledati, katere so naslednja predvidevana javnofinančna gibanja. Kdo ima to temo več? Ja, umik ukrepov javnofinančne podpore se bo začel leta 2022 in nadaljeval v obdobju med letoma 2023 in 2024. Po močni ekspanziji leta 2020 bo naravnanost javnofinančne politike prilagojena za nepovratna sredstva iz sklada EU naslednje generacije. V letu 2021 po projekcijah večinoma nevtralna, v letu 2022 se bo zaostrila, v preostalem obdobju projekcij pa bo zaostrovanje manjše. V primerjavi s septembrskimi projekcijami se je naravnanost javnofinančne politike za leto 2021 precej zaostrila, predvsem zaradi nepričakovanih prihodkov in drugih dejavnikov. Naravnanost javnofinančne politike se za leto 2022 bo po pričakovanjih za okrog 1% točko BDP ohlapnejša, kot je bilo predvideno v septembrskih projekcijah. To odraža predvsem sprejetje novih ukrepov povezanih s pandemijo ali podaljšanje in ponovno ovrednotenje obstoječih ukrepov ter nove ukrepe, ki bodo izravnali učinek višjih cen energentov, dodatne socialne transferje in znižanje neposrednih davkov in prispevkov za socialno varnost. Naravnanost javnofinančne politike za leto 2023 je bilo le rahlo popravljeno. No, hvala ti, Klara, za ta uvod. Zdaj pa jaz prevzel besedo. Proračunski saldo evroobmočja se bo predvidevano vztrajno izboljšal, predvsem v letu 2022. Vseeno pa bomo na koncu obdobja projekcij še vedno slabši od prekrizne ravni. Proračunski primanjkljaj v evroobmočju je pocenjen v letu 2021 ostal visok, potem ko je leta 2020 dosegel najvišjo vrednost. K temu trendu prispevajo tudi plačila obresti, ki se bodo po projekcijah še naprej zniževale in bodo leto 2024 znašale okoli 1% BDP-ja. Po skokovitem porastu v letu 2020 se bo javni dolg evroobmočja po pričakovanjih zniževal in leta 2024 dosegel približno 90% BDP-ja, višje od ravni pred pandemijo. Znižanje je odraz ugodnih razlik med obrestno mero in stopnjo rasti, pa tudi prilagoditve med primanjkljajem in dolgom, ki skupaj izravnavajo primarni primanjkljaj. V primerjavi s septembrskim projekcijam so se javnofinančni obeti za leto 2021 izboljšali, predvsem zaradi gibanja javnofinančne naravnosti. Obeti za obdobje 2022 do 2023 ostajajo nespremenjeni.
Gibanje skupnega deleža javnega dolga evroobmočja je bilo popravljeno navzdol v celotnem obdobju projekcij in sicer zaradi ugodnega popravka razlik med obrestno mero in stopnjo rasti, ki izhaja predvsem iz popravka nominalne rasti. In zaradi baznih učinkov iz leta 2020 bo v primerjavi s septembrskim projekcijam ostajajo plačila obresti na ravni evroobmočja kot celotno nespremenjene. Super, za zadnjo točko sestanka bi pa rad še omenil navzkrižno primerjavo. Navzkrižna primerjava ekonomske in denarne analize pove, da je še naprej potrebno voditi restriktivno monetarno politiko s ciljem, da inflacijo v srednjeročnem obdobju ohranja pod 2%, vendar blizu te meje, saj trenutna inflacija več kot 2% in sicer znaša 5%. Napovedujemo, da bo ključna obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zaenkrat ostaja še nespremenjena, to je na 0%. V situaciji med Rusijo in Ukrajino je treba razumeti, da poleg tega, da je sam konflikt velika humanitarna kriza v Evropi, je treba razumeti, da je to lahko tudi zelo finančno slabo za celo Evropsko unijo. Po besedah našega samega ministra Mateja Tonina lahko sankcije, ki jih je EU izvršil nad Rusijo, vplivajo negativno ne samo na njih, ampak tudi na nas. Da pa razumemo te negativne posledice, moramo najprej razumeti same sankcije, ki jih je EU sprejel nad Rusijo. Prvi sveženj, ki se je sprejel takrat, ko je Vladimir Putin priznal neodvisni republiki Donetsk in Luhansk, je bil usmerjen v ciljno usmerjene omejevalne ukrepe in omejitve gospodarskih odnosov z ruskimi podjetji, plus tega pa so finančno omejili ruske bančne hiše. Drugi sveženj je bil sprejet takrat, ko je Vladimir Putin naznanil posebno vojaško akcijo v Ukrajini, ki je specifično napadala Vladimir Putina samega in njegove bližnje sodelavce, plus tega pa dala gospodarske sankcije na celotno rusko industrijo. Tretji sveženj, ki se je pa zgodil takrat, ko se je začela sama invazija, pa je zagotavljala opremo in pomoč Ukrajini, to je in v humanitarni pomoči in pomoči z orožjem, prepoved preletov zračnega prostora EU, izključitev 7 ruskih bank iz sistema SWIFT, kar pomeni, da te banke ne morejo več poslovati z podjetji zunaj Rusije, in prekinitev dejavnosti ruskih medijskih hiš Russia Today in Sputnik. Invazija Ukrajine se strani Rusije pretresla celotno svetovno gospodarstvo. Zaveznice NATO in članice EU se bojujejo proti Rusiji na ekonomski ravni. Začeli so uvajati ekonomske sankcije. S temi ekonomskimi sankcijami so prepovedali popolno poslovanje z Rusijo in uvažanje ruske nafte. Ker so povedali uvažanje ruske nafte, je celotna nafta po celotnem svetu narasla. Poleg tega je trenutna vrednost enega ruskega rubla upadla za veliko število. $1 je trenutno vreden 0,013 rubla. S tem želi NATO otežiti Rusiji financirati te njene vojne in s tem želijo preprečiti nadaljne vojne in želijo končati z vsemi ekonomskimi sankcijami, saj celotno prebivalstvo še vedno trpi. Ampak najbolj pa trpi še vedno ukrajinsko prebivalstvo. Saj njihova država je v vojni. Civilisti umirajo in vojaki umirajo. Upamo samo, da se bo ta vojna čim prej končala in ekonomske sankcije bodo dvignile. Seveda pa upamo, da se situacija čim hitreje konča. No, na drugi strani sveta pa naj bi Ameriška centralna banka začela zviševati obrestne mere. Ameriška centralna banka Federal Reserve naj bi sporočila, da bo začela zviševati obrestne mere marca na svojem prvem zasedanju leta 2022. Vlagatelji bodo iskali tudi več podrobnosti o procesu normalizacije politike, ki se je začel novembra lani. Ameriška centralna banka Federal Reserve je na decembrski seji napovedala, da bo marca končala nakupe obveznic iz obdobja pandemije, pričakuje pa se, da bo banka začela zniževati bilanco stanja v višini $8,9 bilijona že maja. Poleg tega mnogi vlagatelji verjamejo, da bo Fed zaostril denarno politiko bolj agresivno, kot je bilo pričakovano, in ponudil 4 zvišanja obrestnih mer v višini
0,25% dviga ob vsaki spremembi. Ampak ZDA ni edina svetovna gospodarska velesila, ki doživlja spremembe. Poleg tega tudi Kitajska doživlja svoje lastne ekonomske spremembe. Kitajski je tudi grozila nepremičninska kriza. Zakaj? Zato, ker njihovo največje kitajsko podjetje Evergrande padlo v skoraj 305 milijard evrov v dolgovih in njihova cena na borzi je padla kar za 85%. Zakaj je prišlo do tega? Podjetje Evergrande ni moglo zgraditi dovolj stanovanj. Zakaj? Zato, ker COVID-19 je ogrožal zdravje njihovih delavcev. In zato, ker je pomanjkalo delovne sile, niso mogli zgraditi dovolj zgrad ali stanovanj, da bi lahko zadovoljili njihove potrebe strank. Zato, ker so bile nezadovoljene stranke, so tudi začele prekinjati njihove pogodbe. S tem, ker so začeli prekinjati njihove pogodbe, je to podjetje padlo lahko tudi v takšne dolgove. Ker pa je Evergrande kitajsko največje nepremičninsko podjetje in ker nepremičnine predstavljajo v kitajskem BDP-ju kar 30%, in če podjetje Evergrande pade v bankrot, zna biti, da se bo Kitajska znašla v finančni krizi. No, jaz bi sem pa še zahvalil za vaš čas, da ste se lahko udeležili današnjega sestanka in upam, da se vidimo naslednji četrtletje. Hvala vam. Nasvidenje. Adijo. Nasvidenje.